do sedaj, ampak glede na to, da živim v Ljubljani, se pravi v primestu Ljubljane, v naselju poleg Ljubljane, že celo življenje, opazujem to življenje, dogajanje, tudi kako se kraji razvijajo, kako se naselja razvijajo okrog Ljubljane, kako se spreminjalo življenje, način življenja in funkcioniranja v teh letih. Sem v mojem programu, ki je nekako, veste, te programi so dokaj slični tudi med županskimi kandidati, ker več ali manj so kar zadeve jasne, katere je treba dokončati, narediti v Ljubljani. Noben projekt, noben program, ki se je omenjal zadnja leta, ni bil nov. Vsi so bili nekako zamišljeni, začeti že veliko prej. Samo stvar je, kdaj se konkreten projekt realizira ali prične z realizacijo. Ko sem nekako ocenjeval situacijo trenutno v Ljubljani, kar se tiče proračuna, bodočih obremenitev, preplačevanja kreditov in tako naprej, sem ocenil, da prav velikih projektov se v prihodnem mandatu ne bo dalo lotevati, lahko se jih bo vizionarsko začrtalo in določilo za prihodnost, ker namreč vizija, kako bo Ljubljana se razvijala naprej, je zelo pomembna. Če mimo grede omenim, mi smo kot Slovenska ljudska stranka že v predhodnih mandatih bili mogoče eni redkih, ki smo vse skozi zagovarjali, da je treba poglobiti železnico v Ljubljani, da se bo mesto lažje razvijalo. No, ampak tokrat mislim dati poudarek temu, da bi zaradi te neugodne finančne situacije mogoče bil pristop k razvoju Ljubljane nekoliko drugačen, da bi dali sočasno, ko gledamo v centru, kaj zgradimo in kaj pridobimo, tudi pozornost razvoju od zunanjega roba občine proti središču. Zadeva je zelo preprosta. Program, ki ga Evropska unija ima na področju podeželja, ki traja od 2007 do 2013, nosi tudi program razvoja podeželja. Tukaj morajo kandidirati občine. Sredstva so namenjena za naselja, ki niso v mestih, to je treba povedati, ampak na tem področju Ljubljana ni naredila nič. Imamo pa še veliko komunalne infrastrukture nerešene v obrobju ljubljanske občine in tukaj na tem področju bi v tem mandatu lahko pričeli bolj intenzivno izrabljati sredstva. Ena ključnih zadev se mi zdi, se tudi navezuje na ta vidik, ki sem ga omenil, decentralizacija. Mi imamo 17 četrtnih skupnosti, ki so nekako velikostnega reda slovenskih občin, marsikatera je pa prebivalcev močnejša, nimajo pa nekih posebnih nobenih izvršilnih pristojnosti, nimajo nobenega svojega premoženja, s katerim bi upravljale, stvari so samo posvetovalno telo, čigar mnenje se na mestnem svetu upošteva ali ne. Mi predlagamo najmanj, kar je veto četrtne skupnosti na odločitve, ki zadevajo dotično četrtno skupnost. Ta veto bi se verjetno zelo dobro odrazil pri sprejemanju trenutnega OPN-ja v Ljubljani. Četrtne skupnosti so veliko pripomb imele, slišalo se jih pa niti dosti, mislim, v končni realizaciji. Bile so nekako preslišane. Zato mislim, da bi k demokratičnosti v Ljubljani zelo pripomoglo, da aktualni župan ali aktualni mestni svet mora prisluhniti prebivalstvu na terenu. Jaz mislim, da je to osnovno, s tem bomo tudi zanimanje ljudi na terenu za delovanje četrtne skupnosti povečali. Namreč ljudje zdaj pravijo, ja, kaj pa more četrtna skupnost? Zakaj jih pa rabimo? Na koncu pa trpi kvaliteta življenja prebivalcev na lokalnem področju. Zelo se mi zdi pomemben ta izraz, ki se ga danes zelo veliko uporablja, je nekoliko moden celo, trajnostni razvoj. Jaz mislim, da ta beseda ne sme biti samo beseda, s katera se operira v javnosti, da se dobro sliši in dobro zgleda. Predlagam, da jo čim v večji meri tudi upoštevamo. To pomeni, da se ohranja površine v Ljubljani, ker Ljubljana kot občina je toliko velika, kot je, mislim, da je ne bomo mogli povečati, ni nekih možnosti, da se ohranja površine, ki so primerne za predelavo hrane. Namreč jaz trdim, da če hočemo dodatna zemljišča za to pridobiti,
če nekatera kmetijska zemljišča zelo radodarno zazidamo, pridobiš jih lahko samo s tem, da uničiš nek drug ekosistem, recimo neko močvirje, neko vodno telo in ga preneseš v kmetijsko zemljišče. Jaz pravim, da temu moramo nasprotovati, da moramo ekosistem ohranjati v čim večji meri tak, kot je. Mimogrede, pred 2 dnevi je bilo objavljeno, da Ljubljana je nadomestila 618 izgubljenih hektarov kmetijskih zemljišč s 504 ali koliko pridobljenimi novimi kmetijskimi površinami. Jaz ne vem, kako se to naredi. Jaz tega v svetu še nisem videl, kako se to naredi. Mogoče na Nizozemskem, ko imajo polderje, pa odmikajo morje, ampak v Ljubljani mislim, da ta varianta ni možna. Tako da to bojo mogla aktualna mestna oblast in urbanisti še bodoče tudi pojasniti, kako si to predstavljajo. Če pa so to prodali kot neko tako resnico, je pa dobro Ljubljančane seznaniti s tem, da to ne drži. Zelo se zavzemam za oživitev zapuščenih oziroma degradiranih površin s čiščenjem teh tujerodnih rastlin. Majhen se peljte samo 500 metrov iz centra Ljubljane, okrog Ljubljane, po teh izvoznih cestah, boste videli polno rumene ambrozije, ki je alergena rastlina, še več je tega japonskega dresnika, ki je vsako leto bolj agresiven, to so tujerodne rastline in mislim, da bi moralo mesto, je pa Ljubljana najbolj onesnažena s temi rastlinami. Ni kraja v Sloveniji, ki bi tega toliko videl kot v Ljubljani. In mislim, da mora biti Ljubljana tlele bolj aktivna, se pravi, občina bo morala nekaj ukrepov potegniti, da se tega v čim večji meri znebimo. Namreč tukaj bi jaz pač zahteval od Darsa, od železnice, da svoje površine oskrbujejo tako, kot se spodobi. Ravno tako tudi direkcijo za ceste, nasploh pa zasebne in mestne investitorje, da za nezgrajena zemljišča, ki gradnja še ni dokončana, da se poskrbi in se s temi rastlinami nekako v čim večji meri upravi. Veliko teh prostorov bi lahko služilo za vzpostavitev zelenic, parkov, vrtov, mogoče kje tudi igrišč. Marsikje bi lahko bil negovan mestni gost namesto divjega zarastišča, se pravi, zagotovili bi pod zdravo okolje. Zelo mi je bila všeč ta zamisel, ko se v Ljubljani zdaj zelo poraja, iniciativa za mestne vrtove, skupne vrtove, te ponujejo roko, da bi se občini, da bi take prostore tudi oživili. Jaz mislim, da občina tem ljudem mora ponuditi roko in jim biti nasproti. Ključno se mi zdi, da bi bila Ljubljana cenejša. Ljubljana postaja drago mesto, v zadnjih letih so se komunalne storitve zelo podražile, brez kakšnega vidnega napredka pri dvigu kakovosti komunalnih storitev. Zato jaz predlagam, da se ne podraži, če odzad ne nosi bistvenega dviga kakovosti dotična komunalna storitev. Namreč Ljubljančani tudi niso neomejeni vir denarja, ki bodo plačevali tako drago komunalo. Namreč veliko stroškov mesta se, kot veste, pretaka preko investicij na komunalna podjetja. Jasno, komunalna podjetja morajo dvigati cene, če ne se potopijo. Promet je ključna zadeva v Ljubljani že, lahko rečem, kar 4 mandatov. Vsak županski kandidat do zdaj je obljubil rešitev prometa. Zaenkrat kakšnih vidnih premikov še ni bilo. Moram reči, da ta zapora centra se meni zdi kar smiselna. Kaj več se pa v bistvu ni zgodilo. Zelo se bom zavzel za čimprejšnje dokončanje Litijske in Zaloške ceste. Glejte, to je majčkeno iz centra ven, zadeva je nevralgična že 15 let. Nič se ni premaknilo. Krivo je pa mesto, ker ni odkupilo zemljišč pravočasno. Javni promet mora biti v bodoče poceni, da ga bodo ljudje uporabljali, pa dovolj hiter. Predvsem je hitrost tista, ki je problem našega ljubljanskega mestnega prometa. Namreč vpet je v trenutni promet in potem z avtobusom nikamor ne prideš, vsak usede v avto in se pelje po obvoznici ali kakorkoli. Zato predlagam, da se
ob obvoznici, kjer že nekateri arhitekti in tudi nekateri strokovnjaki za cestno problematiko predlagajo še en pas po obvoznici. Jaz pravim, pejmo v gradno še enega pasu, sam ta še en pas uporabimo za zelo hiter javni tirni ali avtobusni promet okrog mesta. Namreč, če smo majhen pozorni, veliki te poslovni centri se razvijajo ravno v bližini obvoznice in teh krakov ljubljanskih in mislim, da bi z gradnjo malih parkirišč na vpadnicah Ljubljane, to sem jaz že predlagal kot mestni svetnik pred 10 leti, lahko te avtomobile zadržali na teh manjših parkiriščih na vpadnicah in s tem hitrim mestnim prometom bi pa pač iz enega kraka do drugega prišel v 5 minutah ali pa okrog Ljubljane recimo v 15 minutah. To govorim zelo na pamet. Namreč, kako sem si jaz zamislil te mala parkirišča, zdaj se čaka dolgoročni plan, da bo to omogočil, ampak veste, teh parkirišč, ki so uporabni, je okrog na teh vpadnicah kar nekaj. So v posesti tudi privatnih fizičnih oseb, mestna občina mora samo z njimi skleniti neko pogodbo, da ta fizična oseba to parkirišče nekoliko varuje, mogoče mu dajo tudi neko nadomestilo za to, ali da ga oprostijo nekega nadomestila pri plačilu davščin. In mislim, da se bi dalo veliko avtomobilov pred obvoznico že zadržati, nekaj pa tudi za obvoznico v teh krakih. To je moje videnje za prihodnost. Moram pa reči, da smo mi tekom leta že tudi kar nekaj krat upozorili na pomanjkljivosti, predvsem pri sprejemanju tega občinskega prostorskega plana in upam, da bomo v prihodnje v mestnem svetu in kot na županstvu te zadeve bistveno bolje pripravili. Hvala lepa.